Takole o predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije Marku Lotriču je tudi z njim prišel Branko Tomažič, predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, seveda v Državnem svetu. Ta komisija ne sme, Branko, manjkati na največjem pravzaprav našem kmetijskem sejmu. Normalno, kmetijstvo je tukaj doma. Bi rekel, kmetijstvo je najbolj pomembni člen, čeprav trenutno v naši družbi, politiki zadnjih let kmetijstvo nekje ob strani postavljeno. Celo smo zdaj ukinili kmetijsko oddajo na prvem programu, ki je bila zelo pomembna, ker so kmetje videli, kaj je dobrega, prakso, pa tudi določene reklame, določene strokovnjake, ki so povedali, tega ni. Kmetijski sejem je pa stičišče, kjer si kmetje vidijo napredek, kjer se pogovorijo, kjer se družijo, kjer se vidijo in določen napredek, in stanovske organizacije, ali je to prašičerejska, ali je to vrtnari, ali so to govedorejci, ali so to zadružna zveza, zbornica, to so dnevi, ki morajo biti, da se ljudje nekako vidijo, pogovorijo, zmenijo izkušnje in da gre napredek v bolje. Branko, v vaši komisiji v Državnem svetu pripravljate tudi strokovne predloge, podlage za zakone, ki se sprejemajo v Državnem zboru. S čim se pravzaprav največ ukvarjate v zadnjem obdobju? Naša komisija ima veliko pobud, veliko predlogov, na katere mora vlada odgovarjati. Zelo dolgo smo se ukvarjali že v prejšnjem mandatu, v tem mandatu z zvermi, z divjadjo, s spoštovanjem kmeta, z neposrednimi plačili, z skupno kmetijsko politiko, ki ni dobra. Edino Državni svet, naša komisija je najbolj strokovno bila proti sprejemu take kmetijske politike. Ta kmetijska politika sedaj je evropsko direktirana, ampak ne da bomo pridelali zadosti ali več, ampak bomo pridelali manj, ker se je podvrženo okoljskim ukrepom. In okoljski ukrepi tako drobijo kmetijstvo, tako uničujejo, da bo Evropa samooskrbna v bodoče zelo slaba. Zdaj, ali je to cilj? Tudi jaz sem vesel, da je Timerman odšel, ker ta je bil nor na te okoljske ukrepe. Tudi brez PFS-ja se ne da predelati hrane. Vse kmetije zmanjšujemo, vse kmetije smo ekološko naravnani, vse kmetije smo tisti, ki varujemo naravo. Skozi zgodovina je narava ostala taka, kot je zaradi kmeta, ne zaradi naravovarstvenikov, ne zaradi ptičkarjev, ne zaradi metuljčkarjev. In tevi nam danes diktirajo, kako bomo mi kmetovali. Ne morajo. Te ljudje iz bloka nam vsiljujejo. In če bo ta trend šel naprej, bo marsikateri kmet, mlad kmet, nehal kmetovati ali pa ne bo prevzel kmetije, kar je groza. Glejte, volk je zadnjih 15 let, 20 naravnan, da bodo kmetje začeli opuščati v visokogorju, v oddaljenih krajih. Ampak to ni samo, da mi ne bomo kmetavali. To je tudi uničevanje slovenske identitete, slovenske kulture. Kdo pa goji kulturo slovensko? Kje pa je? Na vasi, na podeželju. In kot je rekel prej naš predsednik, ki je bil slavnostni govornik na zadružni prireditvi, je lepo rekel, Slovenija se hvali s prelepo naravo. Ja, kdo jo pa ustvarja? Kmetje. Pa jim ne damo kmetu tega priznanja, pa mu ne znamo prisluhniti na težave. Zakaj so bili letos protesti? Ker se tako naprej ne moramo več, ker si vsi trije v verigi od vil do vilic ali pa od njive do mize, dva jemljata preveč. To je živilska industrija in trgovina. In kmetu ne dajo nič, ampak kmet mora tudi preživeti. In trenutno je problem, da kmetijstvo dobi premalo dohodka. Če se ne motim, sva s Mrkovljem Cirilom gotovila, da kmetijstvo, osnovno kmetijstvo, dobi 200 milijonov letov premalo pri odkupnih cenah, ker so preniske. Ker mi primerjamo z evropskimi, kakšne so te odkupne cene. In tukaj je čisto izkoriščanje ali poučevanje kmetijstva. Ampak ko se bo nekaj zalomilo, ker narava se zalomi, ne bo kje vzeti. In prehranska varnost je prva in s tem se ukvarjamo dosti v Državnem svetu in se še bomo. In smo bili eni med prvimi, ki smo zahtevali, da se več nameni vsega posluha do prehranske varnosti. Samooskrbe. Brez tega ne gre. Svoj čas so govorili že pred 2 desetletjema, narod, ki svojega prebivalstva ne bo prehranil, bo kupoval drago hrano drugje ali pa ne bo preživel. Samooskrba je bila tudi za časa osamosvojitve bistveno večja, mislim, da tam okrog 50%. Danes smo krepko nizko. Kako je pravzaprav vaš vidik gledanja
z samooskrbo? Samooskrba je bila med 80-90%. Ja, nekatere kulture smo imeli 120, nekatere pa 80. Danes je najslabša samooskrba pri sadju, pri zelenjavi. To je najhujše. Zato, ker je delovna sila predraga, ker mi ne moremo konkurirati ceneni uvoženi zelenjavi iz Italije, ker je pridelava v služnje-lastniškem načinu. Kako to tega ljudje ne razumejo? Zato, ker tebi imigranti, ki prihajajo iz Afrike, delijo za 1,2 evra. Naš delavec, če pa prije k kmetu, pa hoče med 5 in 7 evrov in ne gre skupaj. Potem nekateri pravijo, da smo kmetje nerazviti, da smo neekonomični, da ne znamo novih tehnologij. Ni res. Slovenski kmet je zelo dobro razvit, je zelo priden, zna vse znanje uporabiti. Vendar za to mora biti primerna odkupna cena, da on preživi, da plača vse dajatve, pokojninsko, invalidsko in da mu ostane za preživetje. Ampak eni mislijo še zmeraj, se kmet bo preživel. Ni res. In zato je opuščanje tako močno. In zdaj smo prišli iz tistih 80-90%, prihajamo na 50%, kar je pa alarm. Ampak to ni problem alarm samo za mi, ki delamo v kmetijstvu ali pa ministrstvo za kmetijstvo. Glaven alarm mora biti za predsednika vlade. Ta bi moral reči v Bruslu, ker v preambuli, ko smo šli na novo SKP, je pisalo, vsaka država, članica Evropske unije, je dolžna zagotavljati prehransko varnost v državi. Mi tega smo kar pozabili, nočemo slišati. In bi rekel, glede na to evropsko politiko, ki jo diktirajo, okoljsko usmerjeno, ki je zame pretirana, ki je napačna, ker tam se gremo čist na lov na čarovnice, namesto da bi rekli, slovensko kmetijstvo na ta tradicionalni način je zelo zdravo, je zelo naravno. Mi porabimo grozno malo antibiotikov pri danem življenju, porabljamo zelo malo fitofarmacevtskih sredstev, razen tam so intenzivni sadovnjaki in vinogradi. Drugače, mi smo zelo ekološki, osveščeni, no, in bi moral predsednik vlade reči v Bruslu, spoštovani, mi ne moramo tega in tega spoštovati in bomo šli po drugi poti, ker moramo narodi zagotoviti hrano. Ampak bruselska politika dela za multinacionalke, ki bi radi pripeljali v Evropo hrano in tudi v Slovenijo, dvomljive kakovosti, ki ni tako v pridelavi nadzorovana kot naša. Živeli bomo res v lepi naravi, če bomo, ker se malo bo volk izpraznil komplet naše lepe planine, naše lepe hribe, pa in nam ni škoda, nam ni škoda, da bi rekli. Jaz sem rekel pred časom, da drugo leto, če ne bomo zmanjšali volka, bodo v naše visokogorje lahko hodili pohodniki za čuvaji. No, kam smo prišli v tej lepi državi? No, in če rečem še en stavek, pred 15 leti bil profesor z Nizozemske in smo pravili po naših pašnikih. Rekel, pa vi imate želiščno mleko. Kakšno želiščno? Glej, trave, detelje, zeli. Pri nas je v monokulturi ena trava. In to jejo krave. In to mleko ne more biti kot naše, ki je želiščno. In tega ne znamo ceniti. Ampak kaj je problem? Jaz ne vem, ali je tu političen problem, da zato, ker so kmetje malo bolj naklonjeni ljudski stranki, ki je edina se borila za kmetstvo, ki je edina dala življenje, pa tudi zna. Drugi samo flancejo in govorijo, je treba kmeta točiti, da bomo še stranko razbili. Ker ta stranka je zmeraj na poti tistim, ki bi radi korupcijo delili, ki bi radi kradli, ki bi radi ponevirali, ki bi radi lastnili in zato je treba točiti. Žal je kmet tudi to nastradal. Žal, ni sistemske rešitve. Hvala za naš obisk. Branko Tomažič, predsednik komisije v Državnem svetu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dovolj piker kot zmeraj, Branko, dovolj kritičen in takšne ljudi si želimo, da so nekje support tudi Državnemu zboru in politiki. Hvala za obisk. Hvala.